V osnovnih in srednjih šolah je po dobrih 2 mesecih zopet živahno. Šolske hodnike in učilnice so zapolnili šolarji in šolarke. Šolski zvonec je zopet naznanil začetek pouka v šolskem letu 2012-2013. Osnovnošolci so razporejeni v 451 matičnih osnovnih šol po Sloveniji in 333 podružničnih, šolski prag pa je prvič prestopilo 19.213 prvošolcev, kar je 1000 več kot lani. V šolske klopi je znova sedlo 161.200 osnovnošolcev in 78.300 dijakov. Dijaki obiskujejo 114 javnih in 6 zasebnih srednjih šol ter 16 zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Novo šolsko leto prinaša poznejši začetek pouka, ne pred 7:30 zjutraj, zimske počitnice pa bodo spet potekale v 2 delih. Letos je šolski prag prvič prestopilo 55 otrok v osnovni šoli Podgoro v Slovenskih Konjicah, 2 otroka sta vpisana v podružnično šolo v Špitaliču in 1 otrok v osnovno šolo v Parku. Osnovna šola ob Dravini v Slovenskih Konjicah je prvi šolski dan sprejela 52 prvošolčkov, na podružnični šoli v Tepanju pa bo prvi razred obiskovalo 8 otrok. Ja, zelo lep je pogled na tako številčne nadobudneže, ki so nas danes prišli obiskati, pa ne samo obiskati, bodo z nami ostali kar celo šolsko leto. Tako, najprej lepo pozdravljeni na osnovni šoli v Dravini, najprej naši prvošolčki seveda in hkrati tudi vsi starši, ki so nam zaupali vaše otroke. Takole bomo rekli, najprej bomo dali besedo našemu županu, gospodu Miranu Gorjušku, in bomo ga hkrati tudi opravičili, ker bo potem pač moral oditi še na sosednjo šolo pozdraviti, še eno tako veliko skupino prvošolčkov, na kar bomo pa mi nadaljevali tudi po svojem programu. Tako, zdaj pa, ker sem ravno jaz pač dobila besedo, bom še potem nadaljevala kasneje, tako da dajmo najprej besedo gospodu županu. Redo? Dragi prvošolci, spoštovani starši, spoštovana ravnateljica, učiteljski zbor, en takšen pomemben dan je danes pred vami, kajti ne glede na to, koliko let preteče od tistega prvega šolskega dne, se ga vedno radi spomnimo, čeravno je nam nekaterim že malo res odmaknjen, ampak še vedno je takšen pomemben dan, kajti iz tistega obdobja vrtca, predšolskega razvajanja prehajate v tisto pravo šolo. Pa ne se ustrašiti, najprej se zdi ta šolska vrata silno velika, kasneje pa se nekako navadiš in odpirajo se vrata ne samo te šole, ampak tudi vseh drugih. In jaz vam želim, da bi s veseljem prihajali v to stavbo, da bi čim več znanja dobili, da bi čim prej poznali sošolke in sošolce, da boste pravi prijatelji, predvsem pa čim več znanja izvlecite iz učiteljic in učiteljev, kajti to vam bo gotovo v nadaljnjem življenju vedno prav prišlo. Prijetno počutje vam želim v tej šoli in enako želim, da tudi starši z veseljem spremljate te vaše nadebudneže, da bomo čez nekaj let ugotavljali, kako veliko smo se naučili. Prijeten prvi šolski dan in prijetno druženje in učenje v teh naših čudovitih prostorih. Zdaj pa mogoče samo še beseda ali dve z moje strani. Gospod župan je zaključil takole, ne? Lepe šolske dni v teh prijetnih prostorih. Takole, prostori so še vedno samo prostori. Čeprav so naše učilnice velike, svetle, dokler ni učencev, dokler ni njihovega smeha, dokler ni njihove ustvarjalnosti, ni ničesar. Tako da moramo reči, da smo vaš leto že nestrpno pričakovali. Že nestrpno vas čakata 2 lepa prostora v prvem triletju, kjer boste domovali vi. Vsak bo imel svoj razred. Imeli bomo prvi A in imeli bomo prvi B. Drugače pa je tako. Letos je na osnovni šoli v Dravini 450 učencev vsega
skupaj velika številka, zelo smo pa veseli, da kar velik delež predstavljate ravno vi. Kar 52 vas je danes tukaj in na osnovni šoli oziroma podružnici v Tepanju vas je 8. Tako da imamo mi letos 60 prvošolcev, tistih, ki so dejansko nam tale dan najpomembnejši. Mi vam želimo vsi, učitelji, vsi delavci šole, jaz kot vaša ravnateljica, potem še moja pomočnica, ki pa sedaj ravno 8. razrede pozdravlja, ker odhajajo tudi v šolo v naravi. Vsi vam želimo, da se boste zelo lepo počutili, da boste res v šolo radi prihajali in da boste imeli čim več prijateljev, ker konec koncev vse se bomo učili, ampak zelo veliko se bomo pa tudi družili. Tako da vam sedaj kar povem, kdo bo se letos z vami pa najbolj družil in sicer učenci, ki bodo obiskali 1. A razred, se bodo družili z gospodom Dircem Markar, tako je pa bo Marca pomagala. Župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek je vsem radovednim in zvedavim prvošolčkom in njihovim staršem in učiteljem zaželel predvsem varne prve in vse šolske dni. Prvošolci, spoštovani starši, gospa ravnateljica, učiteljski zbor. Ja, verjamem, da ste danes imeli kakšen cmok v grlu, pa vendar so zato z vami prišli vaši starši, da so vam lažje odprli ta na videz težka vrata osnovne šole pod goro. Pa verjemite mi, vsak dan, ko boste prihajali, se vam bodo ta vrata zdela povsem normalna in če dalje lažje boste odpirali, ne samo ta, tudi verjamem vsa druga v življenju. Jaz vam želim, da bi v teh prostorih, kajti sami prostori ne pomenijo kaj dosti, če ni vaše radovednosti, vaše živahnosti, vašega iskanja znanja, potem, da boste v teh prostorih vedno našli odgovore na vaše vprašanja in se tudi čim več naučili. Predvsem pa vam želim, da bi to učenje potekalo v prijetnem vzdušju, da bi se čim bolje razumeli s svojimi sošolkami in sošolci, da bi bile vaše poti v šolo in iz šole in vse povsod varne. To so tiste osnovne želje, ki jih vsakdo izreka. In jaz bi k temu dodal še samo tole. Čim bolj živahni bodite, čim več sprašujte, naj se vam učiteljice ne smilijo, vse vam bodo povedali, vi kar sprašujte. Ta današnji prvi dan si boste zagotovo zapomnili, kajti tudi vaši starši in tudi jaz se ga spomnim,
kako je izgledal, če ravno vseh podrobnosti se res ne spomnim, ampak tisti prehod iz obdobja pred šolo, iz obdobja vrtca, v tisto pravo šolo, pa je nekaj pomembnega. In kot sem že rekel, čim več smeha, čim več veselja, razumete se med seboj in predvsem radi se družite in želim vam prijeten prvi šolski dan in takšni naj bodo tudi vsi, ki bodo kasneje sledili. Uživajte v šoli. V vrtce in šole se naj naseli smeh, veselje, radovednost pri iskanju znanja, resnost pri delu in učenju. Vse to bo namreč prineslo uspeh in zadovoljstvo vsem. Razigrani prvošolčki so za svoje starše, ki so jih ponosno pospremili na njihovo prvo šolsko pot, pripravili že prvi plesni nastop v okviru plesne šole Natke Gržina. S plesno koreografijo so malčki poskrbeli, da so se marsikateremu očetu in mami v očeh zasvetile iskrice. Rock your world,